expect one of us in the wreckage, brother. Have we started the fire? Yes. The fire rises. Calm down, Doctor. Now's not the time for fear. That comes later. Too late. What would you say? What would you say? What would you do? It's done. I'm better. How are you feeling? Okay. Yeah? You're not feeling faint or dizzy or anything? Paguri. You bumped your head? Oh, last week, from 2 floors up of scaffolding, I fell. Blimey, you were lucky then. You said this happened last week. Did you see anybody for it then? Did anyone take you to the hospital after the fall? Did you see a doctor? No. So you fell from 2 stories up and you didn't see a doctor? Right. Look, don't worry, it's going to be fine. I need to get to work. Don't we all, mate? You got a family to support back home or something? Look, as far as I know, Mr. Spencer's worked his magic and you'll be back on your feet in no time. I don't... It's okay. You can go home soon. Thank you. Nothing is wrong. I'm just going to take... If I could just examine you. Hey, thanks. Don't worry about the MRI. It will just help the doctors manage your symptoms. I'm sorry, I don't... It's a good thing. Yeah? Okay. Can I get the phone? I need to phone my boss. Okay. Marcus, I'm sorry that I stirred things up for you a little bit today. Mr. Kovacs, I've just taken a look at your MRI and it's clear, but the spinal fluid does indicate the early onset of a condition. A condition? It's called multiple sclerosis. Will I be sick for a long time? No. There's plenty of things we can do to help your situation. You could have years in the clear. You're in good hands now, Marcus. But you need to keep up the chat, yeah? Dr. Valentine and Mr. Spence need to know exactly what's going on with you. You got it? Got it. Katera bo kaj povedala? Would you, miss? Boste vi? Why are you here? Zakaj ste tukaj? Ne vem dobro, ampak ena soseda je rekla, da sem ji rekla, da je rdeča kurba. Pa so me obsodili na smrt. Well, she had a quarrel with her neighbor, and she said she is a red whore. She was sentenced to death. What? She was a prostitute and for that she was sentenced to death? Ne. Povejte mu, da to ni navadna kurbarija. To je zapleten primer. Kleveta, ljudsko oblast. To je velik političen delikt. Prevedite. It is more complicated, and it is a political case. Excuse me, what kind of political case? Kaj je rekla? Hoče vedeti, kakšna politika. Ja, kolaboracija. Collaboration. Okay. Anyone home? Sadie! Sorry about the mess. Still moving in. Wait, son. She's not here. She went with the police officer. Which police officer? Is it him? I think so. Tall guy. Hello? Hello? Bloody developer, put the phone down on me. Derek, come here. There's something you should see.
Aljaž, izvoli, beseda je tvoja. Živijo, a se slišimo, vse dobro, ok. Evo, to je bil moj showreel, tako kot vsi ostali v tem poslu se ponovadi prodajamo s showreeli in sploh v zadnjih letih, če nimaš showreela, se zelo težko prodaš casting direktorjem, režiserjem in tako naprej. Jaz sem ful razmišljal, no, po tistem, ko so me povabili semle, da bi bil danes gost, kaj bi vam sploh povedal, kako bi se zdaj tega lotil. In sem pol nekako sklenil, da se mi zdi najbolj pomemben to, da nekako začnem svojo zgodbo, kako sem jaz sploh se spustil v igro, kako me je pot pripeljala v Anglijo, kako se tam začel naprej boriti, kako lahko vi mogoče greste po podobni poti, kot je moja, pa mogoče pol na konc neke generalne primerjave, kako jih jaz vidim zdaj, kako je delati v zuniji, v Hollywoodu, v Angliji ali pa tukaj v Sloveniji, pa kakšne so razlike. No, da začnem zdaj čist na začetku. Jaz sem dosti pozen začel se ukvarjati z igro, to je bilo nekako v srednji šoli, drug letnik, Povodni mož, ena taka šolska predstava. Ful dobro je bilo, zato ker smo se na kup nabrali taki cool modeli, ker smo se zastopali in mi je bilo to ful zanimivo, tako gut je bilo, res dobro, tako nekaj ustvarjati eno predstavo, imeti se dobro, vaditi, pol imeti predstavo na konc, pol iti ven malo požurati, pa to ta cool energija, dober vibe in takrat me je to pol malo bolj začel zanimati in dosti hitro, no, v bistvu v enem letu sem bil tega odvisen in nisem mogel več iz tega ven, tako da je pol edina možna pot seveda bil AGRFT po srednji šoli, ne, zelo ozko usmerjeno, kar je na nek način prav. Ampak ne gre vedno vse po maslu, tako da sem ta prve sprejemce ruknil, pogrnil na hard, že v prvem krogu je šlo preveč živčen, preveč sem si to želel, velika napaka. Ampak valjda, ne bomo obupali, gremo še enkrat, naslednjič spet probati sprejemce napredek, prišel v drugi krog, že malo boljš, nisem naredil. No in pol je bilo pa treba malo oceniti situacijo, ne, videti, kva so kakšne alternative, kva lahko še naredimo. Jaz rekel, da zdaj vmes nekaj drugega delal, ni bilo več veliko stvari za opisati, tako da sem se znajdel na Bledu, na študiji turizma, kar je bilo na začetku ful dobro. Seveda sem zraven igral skozi polprofesionalno v teatru, več ali manj za otroke. In tik pred diplomo, ki mi je ostalo še 6 najtežjih izpitov, sama piflarija, sem seveda začel spet iskati, kaj pa če bi mogoče kaj drugega začel početi. In na srečo smo takrat prišli v Evropsko unijo in se je ta študij v tujini izkazal za veliko bolj dostopenega. Se pravi, da si šel lahko za par jurjev študirati v London, prej si mogel jih dati pa kar 13-14. In tako sem jaz na enem hitrem obisku Londona 9 dni s prijatelji, angleščina me zmerno dobro laufala, pa nekako sem bil zaradi tega samozavesten, sem si rekel, nič dej, kaj, se pravi, to je bilo 3 leta po tistem zadnjemu failu na AGRFT-ju. Sem si jaz rekel, nič dej, pa kaj pa če greš v London probat, ne, angleščina mi laufa, dajmo probat se prijaviti, gremo pogledati, kako bo. In res sem prišel domov, z aviona sem takoj šel ta research narediti, pregledal šole, vse gor dol, videl domača stran od Central School of Speech and Drama, izbral sem jo zato, ker je bila najlepša domača stran, ne, pač to sem imel ta intuicija, ne, če dajo nekaj na domača stran, poleg je to dobra šola. In nisem se zmotil, je to top 3, top 4 v Veliki Britaniji. In jaz sem poslal prijavnico, oni so mi nazaj poslali, da imam audicijo spomladi, jaz se pripravil, lepo 3 monologe, 2 klasična in modern, in sem šel gor, tako zelo dosti neobremenjeno. Kar se mi zdi, da je tudi ful velika razlika bila, da sem jaz tiste 3 leta mal še dozorel, pa videl, da ni mogoče to edina pot, da moraš iskati alternative, da moraš še skozi pač loviti ta cilj, ki ga imaš v glavi, pa cilj si dosti visok postaviti in zaradi tega boš pol začel nekako slalomirati med opcijami in prišel pol do nekega cilja. No in tako se čez gor na audicijo, prvi krog, lepo iz 3 delov, je šlo mem in jaz si mislil tako, pač vse je bilo čist gut, ni bilo zdaj neki wow, kar se z moje strani tiče, ful dobra izkušnja, mogoče gre naslednjič spet.
imamo lunch break in po lunch breaku se usedemo v dvorano. Že prej na začetku je bil, en šok v bistvu je bil, ko smo se usedli v dvorano, ki je prišel bodoči profesor gor, ki je rekel, ja, živijo, takole, kaj ste vi zdaj, smo bili mi, živijo, ja, no, letos se vas je prijavilo samo 3500, sprejeli bomo 20, tako da danes vas je pa če ne 100, v redu bomo kar začeli, takrat si je že mislil, 3500 nagrafate, 150 let, 3500, ja, valjda, siguren, ja. Ampak, ne vržemo puške v koruzo, drugi krog improvizacije, tako, ful je bilo zabavno, no. Ni bilo tega, tako kot je bilo na AGRFT-ju, ki je takole, jih zdi 15, pa sam gledajo prav grdo, ne. Pa imaš občutek res, da te sodijo pač, ne, da zdaj, kva je s tabo, še kaj pokazal, ne. Pač čutiš negativno energijo, no. In če ti veš, da te kot igralca en ocenjuje sota, ne boš mogel biti 100% sproščen. Če boš pa ti videl obraze pred tabo, ki čakajo neki, da boš ti pokazal, ki v bistvu kakor da ne malo navijajo na te, to energijo takoj začutiš, ne. Boš ti, pač ta energija se prenese na te in boš ti lahko več zaradi tega pokazal, boš lahko bolj improviziral. In to je bila ful bistvena razlika, ki sem je jaz videl na AGRFT-ju ali pa na Central in tudi pač kasneje, to se lahko tudi na se pravi, sam filmski set in teater v Sloveniji in Angliji prenese. Se to kar zelo da prenesti na cel medij, po mojih izkušnjah do zdajšnjih. In konc drugega kroga, ok, to je to, hvala lepa, zdaj greste domov, mi vas obvestimo, šel domov, si mislil, valjda, ni šans, da prijem naprej. Ful dobra izkušnja, naslednji maybe spet, that's it. In prijem domov, in to nam nikoli pozabil, sem šel v BTC hodim tam zunaj in zazvoni telefon, neznana številka, se oglasim in me kličejo in pravijo, joj, veste kaj, zmotili smo se pri datumu za vaš final recall, je pa že en dan prej, če boste lahko prišli. Valjda za Anglije pošta traja 4 dni, da pride, jaz sploh nisem v pošte in me itak čist presekal. In sem šel domov, bukiral avion, šel gor še enkrat, zadnji krog, spet malo monolog improvizacije, sem odletel domov, en dan zatem sem se usedel doma za računalnik, sem šel pogledat gor na internet, ko so bili rezultati in sem bil spretne in to je bil pač polun čisti šok, 10 minut po mojem sem sam gledal v ekran, nič mi ni bilo jasen, kva se zdaj dogaja. In to je bila tista velika prelomnica, za katero sem se boril, tu na ta prva štenga v mojem življenju. In pol je seveda sledil 3 leta študija v Londonu, se pravi na enem področju, ki je zelo podoben Ameriki, pa kljub temu, da pač vemo, da je center še skozi pač Hollywood pa independent ameriške produkcije, je pa znano to, da še skozi najboljše šole za igralce so pa v Veliki Britaniji. Ne vem sicer zakaj, ampak pač govorimo o 3 letnih drama schools, pustimo zdaj te studije v New Yorku. In tam se je meni pač percepcija igre, percepcija teatra, percepcija filma čisto obrnila. Ker ful zanimivo je bilo, ker v prvem letniku, ful na začetku prvega letnika, ker smo mi hodili v teater skupaj s sošolci, in pol na konc predstave, valjda, se malo pogovorimo, kaj ti je bilo kaj cool, kot je bilo to, in so se naša mnenja ful kresala. Meni so bili takrat še ful všeč pač te neki veliki performansi, pa tako vse na veliko pa to. Medtem, ker Angleži imajo pa to že od začetka pogruntane, da čustva so intimna, čustva so majhna, čustva morajo priti stlele ven in nikoli ne morajo priti stlele. In ker sem jaz to pa sam do tega prišel, se ti svet čist podere in vidiš, da pač se moraš čist nekam drugam preusmeriti in takrat začneš pol šele uživati. Ful en tudi šok je bil zame, ker sem jaz prvič v lifeu v teatru jokal, jaz nisem to v Sloveniji nikoli doživel. Gor pa, ker vidiš res igralca, ki se zares joka na odru, isto tako, kar prej, ki sem govoril, ki oni sedijo tako čustvo prije v dvorani do tebe, ki se te dotakne, to je, zdaj imam rolince, to je pač tak feeling,
to hočeš tudi ti pol dati drugim gledalcem, ne, in zato pol zato začneš sam po sebi profkati, pa iskati to, kako boš ti to naredil na odru, kako boš ti lahko to predstavil, pa popeljal, se pravi, občinstvo na to čustveno pot, ker pač to je le konec koncev point vsega tega ustvarjanja, da se vas dotakne, pa da greste vi nekako na to potovanje. No in ja, pač prve 2 leti študija gor je bilo ful na hard, 3. letnik je pa ključen. 3. letnik je pa tako, da imaš ti 3 javne produkcije, pa en showcase in se začneš takoj prodajati industriji. Se pravi, šola povab, casting direktorje, režiserje, producente. Mogoče še to, da se ostanem pri casting direktorjih, no, ker tega recimo v Sloveniji sploh ni, ker je zelo velika napaka. Casting direktorji so medij med igralcem pa med filmsko produkcijo, in oni živijo samo zato, da imajo v glavi čim več igralcev pošlihtanih in da lahko pol naredijo ta perfect casting, ker brez perfect castinga boš zelo težko naredil dober film. Pa seveda agenti pridejo pol tudi na te produkcije. To je pa druga stvar, ker brez agenta pa vzunaj spet težko, zato ker agent je tisto zagotovilo, no, produkciji, da si ti mogoče kakor to kvaliteten, ker vzunaj se zmeraj mudi, zmeraj so deadline, zmeraj je treba igralce hitro izbrati, sploh za manjše stranske vloge in pač casting direktorji nimajo časa, da bojo zdaj na mase vabili, tako kot recimo v Hollywoodu, ampak oni točno izberejo pač 20 fac, ki se jim zdijo primerne, in te pokličejo na audicijo in če izmed teh ni nobeden primeren, bojo šli naprej spet izbirati face, ampak zmeraj se jim ful mudi in zato je to ful pomemben, se pravi, da imaš ti agenta, ker če nimaš agenta, a veš, pa grejo pač, ta nima agenta, mogoče, če imajo čas, pa te jo povabili, drugače pa sigurno ne, ali pa če imaš dobro agentko, da te mogoče zna porint. Pa zelo pomemben je tudi, recimo, naprimer, headshot. To ste videli prej na začetku čist seminarja, ki je bila predstavitev. To je bil tist, na katerem sem jaz na sliki, ti si malo starejši, zdaj sem glih novega dobo v zadnjih dnevih, še ni gor, nažalost. In ta headshot mora biti res tak, kakor si ti užival. Se pravi, če te casting direktor vidi na tej sliki, on hoče, da ti, ko stopaš v sobo noter k njim, da si to, Ker če ti fejkaš headshot, pa ko boš noter stopil v sobo, če nisi tako, kot se ti on predstavljal, boš naredil ti svoje, ampak je že takoj on ve, da nisi ta prav, da ni šans, ne moreš sploh, zato ker ni. Oni so zelo specifični, ki iščejo točen tist, kar so si zamislili. No, v glavnem, da grem nazaj. 3. letnik. Jaz sem imel tukaj ful srečo, da sem že v prvem semestru imel glavno vlogo v šolski produkciji in sem dobil že takrat interes od ene agencije, ki so me pa spremljali čez cel letnik in na konc letnika smo podpisali. In takrat to je bil pa spet naslednja štenca v moji karieri. Ko dobiš agenta, ki veš, da če boš ti kakor toliko priden, da se boš boril, ga boš imel cel life. Pač cel life boš hodil na castinge, na audicije, zdaj kam se bo tvoja kariera pripeljala, ne veš, lahko boš naredil čez en teden breakthrough, pa dobil eno dobro vlogo, ali pa čez 20 let, ali pa nikoli boš zmeram sam mehne karakterne vloge igral. Ampak to je čar, nikoli ne smeš seveda se usest pa čakati, kdaj bo agentka poklicala, moraš pač sestaviti showreel, moraš kakšen scenarij napisati, moraš mogoče kje režirati, imeti neke ambicije. Meni pač, jaz, ki sem diplomiral iz igre, jaz sebe ne smatram, jaz sem pa igralec, pač jaz sem ustvarjalec, mene interesira režirati, mene interesira scenarij napisati, pač karkoli v tem mediju, tisto, kar me potegne, tisto, kar me čustveno pač nekako ziritira, mogoče, če tako rečem. No in pol po diplomi, to je bilo 2008, so počasi začele kapljati majhne stranske vlogce, to ste videli vse noter v showreelu. In tako je, pač ti moraš imeti, pri nas, za te majhne vlogce, bojo pač uporabili naturščike za to, da bojo fulcne skozi prišli. Medtem, ker v zuniji bo
če je speaking role, ne, bojo naredili proper casting, za vsako najmanjšo stvar bojo naredili proper casting, zato ker je to pomemben, ker je to tisti jeziček na koncu na tehnici kot tehta, a je produkcija vrhunska ali ni. Seveda je denar tudi le velik pogoj, ne, velika razlika, ampak je pa to ful pomemben. Ja, do tega, da sem lansko let imel pa še ta dejavnik je zelo pomemben, no. Sreča je pač velik dejavnik. Brez sreče v tem poslu zelo težko tudi, zato ker je toliko ogromen enega talenta vzunaj, toliko ogromen dobrih ustvarjalcev, igralcev, da se ti zmeša. In dejansko moraš ti biti ob pravem času na pravem mestu, casting direktor pa režiser se mora zamisliti nekaj tazga podobnega, ki si ti, sprav, tam, in ti moraš po njih očarati z dobro audicijo in ker se te dejavniki pokrijejo, takrat pa dobiš vlogo. No in to se je meni lansko leto zgodilo pač s tem Batmanom, ki je spet ena naslednja štenkca, ki se ti odprejo vrata malo bolj v filmske vode. Za to posledico imam pač zdaj castinge spet za boljše vloge, mogoče za kakšne glavne stranske vloge, za glavne tako naprej, ampak padeš spet v večji bazen, pa je težje dobiti vlogo, ampak to je pač čar, ne. In glih zaradi tega, če čičeš pa čakaš na stolu, da te bo agent poklical, ne, posloh sem depresiven, pa nič drugega, moraš ustvarjati, moraš se z nečim zamotati, moraš druge stvari delati. Ok, da grem naprej, naprimer audicije, ne. Tle spet, če potegnemo eno paralelo, v Sloveniji ful malo audicij za filme, zato ker se vsi med sabo poznajo, pa vsi castajo pač na bazi tega, kdo je komu kaj ustrezen že takoj, ne, iz glave pač. Jaz se s tem ful ne strinjam, jaz mislim, da gre zelo malo časa za to, da ti vzameš, ne, tako, vzuni pač tako poteka, da casting direktor bo zmeraj vzel, se pravi, iz celega scenarija, prizor, ki je ključen, ne, se pravi, ne vem, en prizor, ne vem, kjer ti mogoče umre punca, ne, pa se moraš, se pravi, čustveno odpreti, da se te to dotakne, casting direktor bo vzel prizor, zato ker ve, če boš ga s tistim prizorom prepričal, pol, mislim, boš odigral ostale stvari 100%, ne. Ključen prizor, pa mogoče še enega, da je zazihar, da vidi še eno drugo, mogoče tvojo kapaciteto in tako gre. In tako jaz mislim, da bi tudi tle pri nas, ne, če se že tega dotaknem, mogli, ne, pač ne improvizirati na audicijah, se mi zdi to ful nepotrebno, vzeti 2 kadra iz scenarija, dati igralcu, da ti takoj pokaže, a je za to ali ne, in takoj vidiš, ne. Se mi zdi tukaj ful velika razlika. Smo pa spet pri audicijah, je meni ful dobro na audicije hoditi gor, seveda. Zato, ker smo spet pri tistem efektu, ki sem prej rekel, ne, casting direktor, režiser pa producent sta noter tam v tej sobci, ponavadi to taka mehna sobca, kamera, 3 SD okoli, ti se sedeš na stol, usede, pač odigraš svojo vlogo, casting direktor bere, pač samo meče ti, nič ne interpretiranje. On meče druge lajne, ti moraš pa svoje pač odinterpretirati, odigrati. In tlej spet pride do izraza to, ne, oni so tam, oni hočejo, da si ti ta. In to se ful pozna, ker oni hočejo, da si ti ta, ne, ki v dobu vlogo, boš ti bolj sproščen, boš ti dal maksimum od sebe. In spet pride do tega transfera energije, ne. Pustimo, valjda smo živčni, ne, tudi jaz sem zmeraj valjda živčen, zato ker hočeš, da boš dal maksimum od sebe, zato ker imaš en respekt do tega, kar delaš. Ampak je kul, no. Pa še ena stvar je ful pomembna, tvoja osebnost, ne. Zmeraj bojo na castingih gledali, da si ti faca, ampak to samo čisto zaradi tega, ne, da pol, ko boste vi snemali, ko boste vi 30-45 dni skupaj tam na setu, ne, da ne boš ti vsak dan kot tam neki, ok, cool, ampak da se te zajebali, da hec, da se smejiš, da joki pokajo, da kaj konc unga 16-urnega delavnika, ne, da te mogoče še skozi šli na pirček, pa malo se posmejali, pa šli pa spat. Čakaj, sem zdaj sem pri castingih, ok. V redu. Da grem naprej. In, ja, ok. Koliko smo pa dolgi? Da sam da izvedem, koliko smo kaj časovno.
Ok, v redu. Po pa valjda pridemo do teh primerjav, ki sem že malo začel, Slovenija pa Anglija. Valjda ta prva stvar je itak denar, ne. Seveda, če imaš ti normalen budžet, si boš lahko privoščil to, da bo igralec imel se pravi svojo prikolico, pa da mu bojo catering pripeljali noter v prikolico, pa da bo vsak na setu imel samo eno nalogo, za katero bo zadolžen, zato da ne bo pol pozabil na tisto drugo nalogo. To so pač vse stvari, ki v zunaj potekajo non-stop. Je vse tako zelo na maksimalno profesionalnem nivoju. Nikoli, jaz nisem še nikoli doživel tega, da bi kdo kdaj ozunaj, ker sem snemal, da bi kdo kdaj karkoli nad kom popizdil, bil živčen, tega na setu ni. Zato, ker se vsak dobro zaveda, da če bo izgubil živce, če bo mu šlo nekaj ven izvajati, je zelo velika verjetnost, da ne bo več dobil dela, ne? Zato, ker bo raje vzeli unga, ki se zna kontrolirati. Seveda, tle so izjeme, bolniki so pol že pač znani, ki si lahko to privoščijo, ne bojo kakšni prestopili ta breg. Ampak zelo, in to te tudi že na samo faksu začne učiti, ne? Pač profesionalnost, that's it, ni druge. Moraš biti profesionalen, ker če ne boš, če boš enkrat prestopil tisti prag, to zaokrožiš tako hitro, da si sploh ne znaš predstavljati. No, da vam mogoče povem še to, pač kako izgleda recimo en delovni dan igralca na setu v Angliji na eni pač veliki produkciji. To je tako res, kot je v filmih. Zjutraj te poberejo v 5, pol 6 pred tvojim domom z limuzino, greš noter, te odpeljajo na set, tam imaš svoj trailer, to je zmeraj, pač noter si sam, noter imaš svojo kopalnico, kuhno, kavč, kjer lahko pač počivaš, kjer se učiš tekst, ker ponovadi je tako, da tekst dobiš dosti pozno, oziroma na Batmanu sem ga jaz dobil na dan, zjutraj, ko sem prišel noter, sploh nič ne dobiš prej, nič ne moraš dan odnesti, njente, se moraš kar sproti vse naučiti. In ta komfort je pa samo zaradi tega, ker če vzamemo hierarhično lestvico igralca, igralec je najbolj dol na setu, ta zadnji je najmanj pomemben, tako po hierarhični. Ampak vsi se pa do tebe obnašajo, kot da si najbolj pomemben. In to samo zaradi tega, ker se dobro zavedajo, da ko boš ti prišel kje na set, da če boš poujčkan, če boš nahranjen, če te ne bo zebel, če boš une 3 kavice spil vmes, kaj čakaš, če bo to vse kul, vejo, da ko boš ti prišel na set pred kamero, boš dal 100% od sebe. Če boš pa ti tam zmrzval 3 ure, ko je oni luč postavljali, pa vse to rihtala, pa prišel kje zmrznen, ne bo šlo 100%, ne bo šlo maybe 95 ali pa 97, ne bo pa nikoli 100. Zato, ker mogoče bo, ampak velika verjetnost je pa, da ne bo. In zato se pa počutiš, kot da si pa najbolj pomemben. In to je pač zanimivo, ampak mogoče, če delaš, če si na setu 1-2 dni, ni to, sam če si pa ti 30 dni, 45 dni, se pa to kar zelo pozna, pa da lahko kljub temu, da zjutraj v 5 ostaneš popoldne po kosilu, če imaš šele ob 5 naprej en kader, lahko 3 urce malo pospiš. Tam v trailerju se to ful pozna. Ok. Nič, bi se pol še tega dotaknil. Se pravi, če hoče kdo iti ven študirati. Jaz sam pravim, ja, nujno. Mislim, to je pa nujno. Zato, ker jaz si želim, da bi vas šlo čim več ven probati iti študirati. Zato, ker se mi tudi zdi, da je treba pol nekako to znanje, ki se še skozi, pač ga manjka pa nas v Sloveniji. Treba je to, ker se v zunaj naučiš, sploh recimo v svetu filma, pa filmske igre, pa vsega tega, je treba prinesti nazaj. Tudi ta grafata se bo mogel prej ali slej odpreti, pa pripeljati tuje strokovnjake ali za kakšen workshop, ali karkoli, samo ta miselnost se mora spremeniti, treba se odpreti. Tako, kar hočemo s filmi prodreti na tuje festivale, tako moramo tudi misel odpreti, da bojo pač tuje strokovnjaki prišli k nam, pa mogoče kaj novega prinesli. Zato, ker moramo pač razmišljati
odprto, ne, moramo se odpreti vsem stvarem, moramo sprejeti, vse, če nam tisti ni kul, pa rečemo, ni mi kul, ne, pač samo, kako boš ti vedel, da to ni kul, če sploh nisi nikoli slišal, ne, mogoče je pa ful kul, mogoče ti pa tisti ful pomaga. Tako da, lahko vam povem samo to, da danes iti, naprimer, v Anglijo študirati, sicer je finančni zalogaj, ne, ampak če se dobro lotite, vam ni treba sploh šolnine plačati, zato ker vam je pokrila britanska vlada, se pravi, če imate, če ste do 24 let, pa če starši nimajo nad 27 000 funtov prihodkov, ste oproščeni šolnine, če ste pa stari nad 24 let, pa če nimate vi sami, kjer ste že independent osebki, če nimate sami 27 000 funtov prihodkov, vam bo tudi oproščena šolnina. Tako da v bistvu vse, kar rabite, je samo za preživeti v Londonu, kar je sicer veliko, ampak jaz, naprimer, sem 2-krat zaprosil na Ministrstvu za kulturo, seveda so me zavrnili, ker so rekli, da za dodiplomski študij pa res ne, tega imamo pri nas, ne, se imamo AGRFT, kaj boste dodiplomsko zunaj igro študiral? Bravo. Tako da sem pol, spet je bila tukaj sreča, ne, zato ker sem iskal, zato ker sem brskal, sem dobil na podjetniško razvojnem centru v Kranju, so razpisali skupaj z občino Kranj kadrovsko štipendijo v višini 650 €, mislim, da je na mesec. In se prijavil in sem dobil, tako da sem imel 2 letnika pokrita v bistvu skoraj vse stroške, pa kadrovska štipendija brez določenih obveznosti. Obveznost je bila v bistvu nenapisana, prosil sem je samo, če bi lahko v Prešernovem teatru v Kranju enkrat naredil vlogo, pa to vrnil mesto Kranju, tako da to sem že naredil. Ampak to ne pomeni, da nam če kakšno, jaz jo bom z veseljem, ampak pač Slovenija je še malo zaprta, ne, pa mogoče bo trajalo, da bom jaz prodrl mogoče malo bolj v teater. Definitivno pa, dajte si visoke cilje postaviti. Definitivno. Jaz mislim, da je treba to. Pa tudi, če recimo, če vam angliščina ne laufa toliko, če bi šli radi vam študirati, pejte, pa še skozi greš na en izlet v London. Sama audicija te ne bo veliko prišla, dajte riskirati, probajte iskati različne poti, dajte se na glavo postaviti. Ja, to je to po moje. Se pa še okrogle miza, če je kakšno vprašanje.